Prehajamo na 19. člen, kjer imamo predlog amandmaja, oziroma amandma. Ne želi nihče razpravljati. 19. in 20. člen sta pravzaprav skupaj. V 19. ločeno, ker je amandma najprej 19. Aha, no. Gre za to, da skupščini predlaga revizorja nadzorni svet. Skladno z direktivo dejansko tam piše, da v družbah javnega značaja naj je ta predlog vezan na priporočilo revizijske komisije. Pri nas je pa to izpadlo in mora biti v vseh družbah, tudi družbe javnega značaja, samo da pojasnim skladno z direktivo, so družbe na trgu in finančne institucije, se pravi banke in podobno. Zdaj, po našem 19. in 20. členu, po predlogih, bo pa v vseh delniških družbah, ker vse delniške družbe, ki imajo nadzorni svet, bodo morale imeti revizijsko komisijo in posod bo pravzaprav mnenje revizijske komisije v predlogu revizorja zavezujoče. In to je neka pristojnost, ki je vedno bila v domeni nadzornega sveta, eno od ključnih odločitev nadzornega sveta in pač ne vidimo razloga, da to rešitev, ki je predlagana za družbe javnega značaja, razširimo na vse družbe, zato smo samo dodali v predlog amandmaja v družbah, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na trgu vrednostnih papirjev, mora predlog nadzornega sveta temeljiti na priporočilu revizijske komisije. To je edina sprememba. Se pravi, da bi se omejilo to samo na javne. Hvala. Ja, pa to, kar vam predlaga, to je izven tega. Ja, tukaj, dobro, predstavnice vlade. Tukaj mi smo hoteli s tem predvsem doseči, da je čim bolj neodvisno, da je revizor imenovan čim bolj neodvisno od poslovodstva in zaradi tega menimo, da je to primerno tudi za druge družbe. Se pravi tam, kjer imajo revizijsko komisijo in tistih, kjer morajo biti računovodski izkazi revidirani. Razen tega, če smo dosledni in moramo delati po poslovniku, se moramo držati tega, kar je dejansko v predlogu zakona in ta amandma se nanaša na to besedilo, ki je v predlogu zakona in na pripombo zakonodajno-pravne službe se spreminja to, da namesto priporočilo, da se besedico predlogu znaša. Vlada vztraja na takem amandmaju, kot je. Želi kdo razpravljati? Ne. Glasujemo o amandmaju. Kdo je za? Je kdo proti? Ni. Amandma je sprejet. Potem imamo člene od 20 do 27. Želi kdo o 5 člene razpravljati? Ne želi. Člen 28 in amandma, da se spremeni besedilo tega člena. Imate ga pred sabo. Želi kdo o tem razpravljati? Ne. Glasujemo. Kdo je za? Je kdo proti? Nihče. Amandma je sprejet. Potem imamo člene od 29 do 36. Želi kdo o njih razpravljati? Ne. Člen, ja, gospod Verbič. Hvala lepa. K predlogu 91. člena Zakona o gospodarskih družbah 1b je podan naslednji amandma in sicer tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi. Verbič, ga ni. Formalnega amandmaja nimamo pred sabo. To so vaše predloge, pravim, lahko so tudi pravilne. Kvečemo, da slišamo predstavnike vlade, zakaj niso upoštevali teh vaših pripomb oziroma predlogov. Potem zastavljamo vprašanje, če je to mogoče na ta način izvesti. Hvala za vprašanje. Državni sekretar. Kar se tiče vsebine, sem odgovoril že prej, to se tiče stvarnih vložkov. Na začetku sem dejal, sedeli smo parkrat skupaj z predstavnikom združenja, Vseslovenskega združenja malih delničarjev. Ti predlogi, ki so prišli k nam na mizo v ponedeljek, pa verjemite, da je zakon preveč obsežen sistemski, da bi jih lahko v 2 dneh
upoštevali do današnjega odbora. Hvala. Hvala. Člen 37, amandma. Želi kdo o njem razpravljati?